Z rojaki Slovenci po vsem svetu. Utrip njihovega vsakdanjega življenja spoznavamo v oddaji Brezmejno. Lep pozdrav, gledalke in gledalci, selimo se z našo oddajo Brezmejno v sosednjo Madžarsko, v Szombathely, najstarejše pravzaprav madžarsko mesto, saj je bila že to tam rimska Savaria, in na zvezi takole sedaj pozdravljam Mojco Jesenovec, učiteljico slovenščine, lektorico na katedri za slovenski jezik in književnost, ampak tale zgodba še je malo daljša, seveda pa najprej lep pozdrav iz domovine, Mojca, in seveda, da nam poveste, na kateri fakulteti delujete, in potem nadaljujeva seveda. Tako je, lepo pozdravljeni. Delujem, kot ste rekli, na katedri za slovenski jezik in književnost, in sicer smo v okviru oddelka za slovenistiko, tak zelo dolg naziv imamo. Naš oddelek deluje v okviru pedagoškega centra Daniela Berženija, smo pa zdaj že nekaj let spadamo pod veliko madžarsko univerzo ELTE, in sicer je to univerza Loranda Ötvösa, smo pa samostojna enota v Szombathelyju v okviru te velike univerze. No, takole, to podpisati bo malo dal, ampak v redu. Mojca, gre za seveda diplomski študij, koliko sem prebral, 3+2, se pravi, gre za bolonjski način študija, seveda pa tudi pedagoški študij slovenščine in tudi izbirni oziroma izbirni tečaj opravljate vi kot učiteljica tam. Tako, nudimo več različnih programov in dejansko se študentje tudi odločajo za vse te različne programe. Zdaj, naš oddelek oziroma naša katedra je bila ustanovljena predvsem z mislijo na porabce. Smo zelo blizu porabja, porabski Slovenci, in sicer je bila katedra ustanovljena zato, da bi izobraževali učitelje, ki delujejo v dvojezičnih šolah v porabju. To je nekako še vedno naš glavni fokus, seveda pa se študenti odločajo tudi za druge programe. Tako da imamo po eni strani pedagoški študij, po drugi strani nepedagoški študij, nudimo pa tako redni kot izredni študij in se študentje tudi za oboje odločajo. Kak je po narodnostih Slovencev, koliko Madžarov, ni treba v številkah seveda, ampak tako približno zanimanje pol, čez palec? V bistvu lažje v številkah, ker smo tako majhna katedra, da imamo v bistvu, trenutno imamo enega rednega študenta, ki prihaja iz Porabja in študira na pedagoškem študiju, se pravi, da bo v prihodnosti učitelj. Jaz sem v Szombathelyju zdaj 10 let in v glavnem so bili vsi naši študentje Madžari. S slovenskim poreklom so bili v teh letih 2 oziroma 3. Imamo pa tudi trenutno eno študentko, Slovenko iz Lendave. Zdaj, če morda veste, seveda, Mojca, kakšni so razlogi madžarskih študentov za študij slovenščine oziroma za učenje slovenskega jezika? Ali so to zakoni oziroma partnerske naveze, ali računajo na to, da bodo šli kdaj v Sloveniji morda takole še naprej študirati, ali pa, kaj jaz vem, morda v gospodarstvo kaj sodelovati? Razlogi so precej različni. Na študenta, ki bi prav študiral slovenščino zaradi ljubezenskih razlogov, se pravi zaradi partnerstva, v tem času, odkar sem jaz v Szombathelyju, ga še nismo imeli. Imela sem samo eno dekle na lektoratu, ki se je hodila samo učiti jezik, ker je imela partnerja Slovenca, sicer se pa odločajo iz zelo različnih razlogov. Imeli smo študentko, ki je delala v turizmu, tisti, ki se odločajo za pedagoški študij, je njihov interes seveda jasen, si želijo v prihodnosti postati učitelji. In smo imeli tudi že Madžara, brez slovenskih korenin, se pravi Madžara, ki ne izhaja iz porabske skupnosti, slovenske porabske skupnosti, ki je študiral na pedagoškem študiju. Potem se odločajo zato, ker je pač to slovanski jezik in jim je všeč. Nekateri tudi zato, ker sta sosednji državi, in v upanju, da se jim bodo odprle neke poklicne poti v prihodnosti. To so razlogi res zelo različni.
Mojca, zdaj, ko ste rekli, recimo, Madžar, ki ni z našega področja, recimo, ali pa z Porabja, kakšno je predznanje takšnega študenta, ker gre za vendarle jezika, ki sta si tako različna, slovenski jezik, slovenščina je slovanski jezik, medtem ko seveda madžarščina je neke posebne sorte, finščina še nekaj podobnega, oziroma v isti skupino jezikov spada, menda. Tako, madžarščina je jugofinski jezik in sta si po strukturi slovenščino res zelo, zelo različna. Je pa na Madžarskem precej močna tradicija učenja ruščine. Tako da nekateri študentje prihajajo s predznanjem ruščine, imamo pa tudi študente, ki pridejo brez predznanja in morajo pri svojem študiju kar hiteti, da pač pridejo na neko določeno stopnjo jezika. Tako da jih potem kar malo privijamo. Pa so v glavnem se kar dobro odzivajo na to. Zdaj zraven seveda učenja slovenščine tudi seveda prikažete, pokažete tudi drugo zgodovino Slovencev, kulturno izročilo, poezijo, prozo, bržkone. Tudi verjetno s kakšnimi dogodki popestrite zadevo na vaši fakulteti. Tako je, študentje poleg tega, da poslušajo jezikovne vaje iz slovenskega jezika, morajo seveda znati tudi, oziroma poslušajo predavanja iz jezikovne teorije, se pravi slovnico morajo tudi z teoretičnega vidika obvladati, in pri tem nekako še najbolj bentijo. Potem poslušajo tudi predavanja in imajo vaje iz slovenske književnosti, pokrivamo kulturološke teme, o zgodovini morajo nekaj vedeti, se pravi Slovenijo v takem zelo širokem okvirju, potem pa glede na to, da smo primarno tukaj zaradi Slovencev, zaradi slovenske manjšine na Madžarskem, in smo tudi fizično zelo blizu te manjšine, morajo vsi naši študentje poznati tudi teme povezane s slovensko manjšino, zakaj so Slovenci na Madžarskem, kako živijo njihove navade in tako naprej, tako da to vse vključujemo v študij. Poleg tega se pa trudimo, da bi organizirali poleg vseh rednih obveznosti, ki jih imajo študentje, tudi kaj dodatnega. In v glavnem so to v zadnjih letih imamo taka dva velika, zdaj že kar tradicionalna dogodka. Eden so dnevi slovenskega filma, kjer prikazujemo sodobno slovensko produkcijo zadnjih let. In pa vsakoletna strokovna ekskurzija, v glavnem v Slovenijo, vsake toliko časa pa študente odpeljamo tudi v Porabje. Torej, ekskurzije so sestavni del, da je malce tudi popeljete v Slovenijo. Tako, čeprav sta sosednji državi, in študentje kar hodijo v Slovenijo, tudi sami, samoiniciativno, bodi si turistično, bodi iz kakšnih drugačnih razlogov, je pa ta strokovna ekskurzija vedno zastavljena tako, da ni pač turistično naravnana, ampak da študentje dejansko spoznajo nek del Slovenije, poskušamo jih vsako leto peljati nekam drugam, da pač spoznajo en del Slovenije, spoznajo kraje, kamor gremo, nekaj o zgodovini, kulturi, kulinariko in tako naprej. Se tudi drugače Slovenci, ki so v Szombathelyi, tudi na drugih fakultetah študirajo Slovenci, jasno, Szombathelyi je sorazmerno blizu, znana in uveljavljene fakultete oziroma univerza, se kaj združujete, morebiti prihajate na kakšnih srečanj, ob kakšnih praznikih Slovenije skupaj in takrat morda izmenjate kakšne izkušnje in pa seveda vse ostalo? Naš univerzitetni center zdaj že nekaj let spada pod to veliko univerzo ELTE, s sedežem v Budimpešti. Szombathely je univerzitetno mesto, pa vendarle ni tako zelo, zelo velik univerzitetni center. V zadnjih nekaj let imamo študentko, ki prihaja iz Lendave, sicer pa ne vem za nobenega drugega študenta, ki bi na drugih smereh tukaj kaj študiral. Vem, da na nencistiki hodi še ena profesorica iz Maribora, z Mariborske univerze in predava didaktiko nemškega jezika, sicer nas pa na univerzi Slovencev ni kaj dosti. Zdaj, Slovenci, ki živijo v Szombathelyu, so v glavnem starejši in sicer
vsi prihajajo iz Porabja. Zaradi takšnih ali drugačnih razlogov so prišli živeti v to večje mestno središče, ki je Porabju nekako najbližje in so tukaj tudi ostali. Zdaj, vse Porabci se združujejo v svojem kulturnem društvu, drugače pa razen tega pa kakšnih večjih druženj ni. Zdaj, vem, ker poznam razmere precej dobro v Porabju, tja tudi zahaja seveda minister brez listnice urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Tudi kakšnega obiska deležni v Sombatelu mora biti, ali pa sodelovanje samo preko veleposlaništva, zunanjega veleposlaništva v Budimpešti? Ja, jaz se vedno malo šalim, da je Sombotel fizično in tudi sicer svetlobna leta od Porabja. Pa smo v bistvu oddaljeni dobrih 60 kilometrov, manj kot 1 uro vožnje, bodi si z vlakom, bodi si z avtom. Ampak v Porabju, pač v porabskih vaseh in v Monoštru, je slovensko prebivalstvo res skoncentrirano in nimajo niti kakšne večje potrebe, da bi hodili v Sombotel. Mi pa v glavnem tukaj, oziroma na fakulteti, na oddelku, se vsakodnevno ukvarjamo s precej urami, ki jih imamo, učnimi urami, in tudi ne hodimo, seveda hodimo v Porabje, ampak ne tako zelo pogosto. Tako da tudi kakšnih obiskov višjih inštanc pri nas ni tako zelo veliko. V glavnem sodelujemo z Generalnim konzulatom Republike Slovenije, ki ima sedež v Monoštru. Oni so pač naša najbližja povezava z Slovenijo oziroma slovenskimi inštitucijami, tako da karkoli je, se najprej obračamo na njih. Smo imeli pa zdaj mogoče 4 leta tega, kar je bila pa precej velika delegacija na obisku v Sombotelu iz Maribora. In sicer je prišel mariborski župan s svojo delegacijo in so obiskali tudi našo fakulteto. Ker zdaj tradicionalno sta mesti povezani, sta pobrateni, mislim, da od leta 1985. Precej časa je bilo tudi veliko izmenjav med Sombotelom in pa Mariborsko univerzo. So hodili gostujoči profesori, zdaj v zadnjih letih je tega precej manj, oziroma odkar sem jaz tukaj, v zadnjih 10 letih nismo imeli gostujočega predavatelja iz Maribora. Zdaj, Mojca, tako kot sta jezika precej različna, slovenščina, madžarščina, je tudi tipično, da je tudi kulinarika recimo precej raznolika. Mi nekako bolj spadamo v ta alpski predel Slovenije, tudi s hrano, z kulturo, ki pa, moramo reči, kultura je zelo bogata na Madžarskem, tudi to poznam, ampak recimo hrana pa je zopet nekaj drugega. Vi verjetno, ker je malo Slovencev tam, ni kakšne slovenske restauracije ali kaj podobnega, se nanašate na svojo domačo kuhinjo, slovensko. Ja, res ni slovenske restauracije, je pa neka balkanska, čeprav jo še nismo preizkusili, tako da se tudi v tem smislu lahko počutimo bolj domače. Čeprav meni se madžarska kuhinja ne zdi tako zelo različna od Slovenije, tudi Slovenci smo marsikaj prevzeli od madžarske kulinarike, sploh v tem severovzhodnem delu Slovenije. Mi pa v glavnem doma kuhamo, Ja. Tako da ostajate, Zdaj se tudi bližajo praznični dnevi, bo kakšna dobrota več, Sicer pa lektorji se srečate še v letošnjem letu skupaj, na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer boste verjetno malce izmenjali kakšna navodila dodatna dobili in pa seveda izmenjali izkušnje, kar je prijetno srečanje, kaj ne? Ja, ta srečanja so vedno prijetna, dobimo se večkrat letno, 3-krat letno se dobimo, in sicer predpraznično, predbožično srečanje je eno od teh srečanj, to je nekje na sredini študijskega leta. Dobimo se konec junija, ponavadi, se pravi ob koncu študijskega leta, in pa tik pred začetkom študijskega leta še konec avgusta. Zdaj ponedeljek, torek bo precej praznično obarvano, smo pa tak nenavaden kolektiv. Delamo skupaj, pa ne delamo fizično skupaj, tako da so ta srečanja za vse nas zelo pomembna, da imamo občutek nekako, da spadamo
v neko skupino ljudi, ki delamo skupaj, da izmenjamo izkušnje, da se tudi kaj novega naučimo na predavanjih, ki nam jih pripravijo. Sicer pa smo v stikih tudi, kadar je potrebno, preko Zoom sestankov, tako kot sva midva zdajle, in pa seveda elektronska pošta, oziroma kakor so potrebe, tako se slišimo, vidimo. Zdaj, večinoma ste ženske na lektoratih, kolikor sem seveda se srečaval preko Zooma z vami, manj je moški, seveda pa z nekaterimi ste bolj povezani, z nekaterimi ste bližje, z nekaterimi imate kakšne posebne stike, recimo s katero kolegico, ki je na lektoratu v tuji državi. Ja, pa smo kolektiv, ki imamo kar nekaj moških kolegov. Morala bi jih sicer pošteti, ampak jih je kar nekaj, jih ni tako zelo malo. Drugače pa zadnje čase precej sodelujem z dvema kolegicama, ker pač delamo na skupnem projektu, tako da se večkrat slišimo. In sicer je to kolegica, ki deluje trenutno v Parizu, in pa kolegica, ki deluje na celoletnih tečajih v Ljubljani. Zdaj, rekla sva nekaj že o Sombotelju, bojda najstarejše mesto na Madžarskem, ni med največjimi na Madžarskem. Znano je recimo tudi, da ima čudovito jezero, kjer tudi obiskujejo tujci oziroma turisti prihajajo. Avstrija je na meji praktično, Sombotel ni daleč stran od Avstrije. Še vedno, jaz sem bil tam pred, bom rekel, 30 leti, še vedno je to nekako turistično središče Sombotela. Zraven seveda imate katedralo, pravzaprav stolnico, kjer je sedež škofije. Ja, Sombotel pravzaprav ni tako zelo majhen, ima okoli 80.000 prebivalcev. Je pa med madžarskimi mesti, mislim, da je na 10. mestu. Ni preveč turistov tukaj, ni preveč turistično privlačno mesto. Se mi zdi, da največ ljudi se zbere nekako na dogodku, ki je zadnji vikend avgusta, in sicer prirejajo tak velik dogodek, zunaj se dogaja, več dni traja, zgodovinski karneval, v okviru katerega prikažejo celotno zgodovino mesta, vse, kar je pač vse prebivalce, ki so tukaj živeli, začenši z Rimljani, na to so Sombotelčani zelo, zelo ponosni. In je tudi tak velik sprevod, organizirajo in hodijo v rimskih tunikah z županom na čelu. In se mi zdi, da je to dogodek, ki pripelje največ turistov v mesto. Sicer pa, kot rečeno, ni, in se mi zdi, da je takšno malo zaspano mesto morda. Se trudijo, je vedno več dogodkov, se mi zdi, na prostem, športnih, kulturnih in tako naprej. Drugače pa kar nekaj stvari za pogledati. Poleg jezera je tak zanimiv spomenik nad jezerom, če se ga spomnite, brutalistični slog, potem sam center mesta je zelo prijeten za sprehod, več muzejev je. Smo menda rojstni kraj Svetega Martina. To sem hotel. Tako da, ja. V okviru tega pa se mi zdi, da prihajajo predvsem Romarji. Ker obstaja tudi pot Svetega Martina, gre naprej potem skozi Slovenijo, tako da se in Slovenci udeležujejo, hodijo, recimo naši Slovenci iz Sombotela grejo večkrat v kakšno cerkev Svetega Martina tudi v Sloveniji, da se na ta način povezujejo, pa verjetno tudi drugi turisti pridejo ravno iz tega razloga. Ja, vinski patron, ki ga pač Slovenci še posebej častimo. Je pa res, da se pot začne v Somboteli in potem v slovenskem Kobilju preide mejo in se nadaljuje po slovenskih tleh. Zdaj poznate seveda, ali pa ste se spoznali z zgodovino Madžarske. Me pa zanima v Sombotelu, Mojca, recimo v prostem času. Je za nekoga, ki ima rad kulturo, ki rad obiskuje kulturne hrame, kot so opera, gledališče, ne vem kaj, dovolj te ponudbe, da lahko poteši, bom rekel, apetite po kulturnih dogodkih?
Ja, jaz moram biti zdaj odkrita. Sem v obdobju, ko imam relativno majhne otroke, še tako, da se vse naše družinsko življenje, se pravi to, kar je izven fakultete, se večinoma vrti okoli interesov otrok, okoli šole, okoli njihovih dejavnosti. Tako da ne vem, kako z možem niti ne iščeva izven tega. Zdaj, najstarejša hčerka je že toliko stara, da smo začeli iskati tudi širše kulturne dogodke. Imajo recimo odličen simfonični orkester, sicer tudi zelo dobro gledališče, tudi lutkovno gledališče. Mislim, da je zelo kvalitetno. Tja gremo večkrat z otroki. Sicer se je pa treba odpeljati v kakšno večje mestno središče. Vračate se počasi v domovino? Tako. Celotno družino, jasno predvidevam, ne, kako Ja, tako. S celotno družino se vračamo in trenutno nam tudi zelo ustreza, da smo relativno blizu Slovenije, in se vsi se zelo radi vrnemo domov. Ko pa pridemo v Sombotel, pa tudi rečemo, da gremo domov. Zdaj, rekli ste že, da približno 10 let živite tam, ne? Ti lektorji se včasih zamenjujejo. Kolegice so mi včasih povedali, da so že v četrti državi, na četrtem delovnem mestu. Ste vi bili ki poprej že ali pa je to vaše edino mesto tukaj? Ja, zame je druga država, drugo mesto. Sem pa med tistimi, ki malo daljše staže na vsakem delovnem mestu delajo. Pred Sombotelom sem bila tudi dobrih 10 let v Buenos Airesu v Argentini. Ja, torej poznate svet z tega in drugega konca, ne? Je pa res, da je pač potem za otroke malce tisto, ko morajo spremeniti okolje, šolo in tako naprej, tako da boste verjetno še nekaj časa, dokler vse osnovnošolskega šolanja ne končajo, ne? Ja, nekako se odločamo, 5-letne mandate imamo, tako da se po preteku 5 let ponovno odločamo, ne? In je to seveda in nekako osebna odločitev in dogovor z vodstvom našega programa, kaj ustreza nam, kaj se pričakuje od nas, ne? In zaenkrat smo tako dolgo tukaj ravno zaradi tega, ker imam tudi manjše otroke, ne? In sva z možem nekako postavila na tehtnico vse razloge za in proti, in sva se odločila, da nekako še ostajamo v Sombotelu. Ker govorite o družini, Mojca, vse dobro, celotni družini, vam tudi, ne nazadnje prihajajo družinski prazniki, božično-novoletni prazniki. In bi vam želel tudi v imenu naših gledalk in gledalcev voščiti lepe božično-novoletne praznike vam, celotni družini. Najlepša hvala, enako želim tudi vam in vsem vašim gledalcem. Vesele praznike, prijeten božič v družinskem okolju in pa vse dobro v novem letu. Srečno v Sombotel, srečno v Železno županijo. Hvala lepa in nasvidenje.